Jaz ne vem, zakaj televizija že zdavni ni dvignila te naročnine, ker 5 evrov enemu gospodinstvu, mislim, da se ne pozna tako veliko, tisti, ki pa ne morejo, se jim pa opravičijo. Ne? Jaz še vedno čakam, da bo en dan stopil skozi vrata noter, pa bo rekel, to je bila slaba šala. Lotil sem se vsega, ne? Ampak nikoli nisem bil bobnar, pa sem bobnal, nikoli nisem bil trubentač, pa sem trubento igral. Dobrodošli v Metru minutkah, tokrat je z nami legendarni Gojmir Lešnjak-Gojc. Gojmir, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. Zdaj, v 90-ih se je vsa Slovenija krohotala o humoristični oddaji Teater Paradižnik. Pa me zanima, kako se vi spominjate teh snemanj? To je bil pa res užitek delati. Jaz sem zelo počaščen bil, da sem bil povabljen zraven. Istočasno pa, če tako malo analitično gledam, je Branko Đurić v bistvu prinesel ta balkanski temperament in humor v naše kraje in dokazal, da znamo tudi Slovenci biti duhoviti in tudi znati takole malo po balkansko razmišljati in ga biksati. Tako da to so bilo fantastično snemanje. Takrat sem tudi izkoristil priložnost, koliko let nazaj je že to, 30, sem izkoristil priliko in sem nastopil tudi svojim takratnim bendom. Ja, in ta Vetrovi pojev, oziroma bolj poznana Prdni enkrat zame, ki je bila noter, pa še Domovina, ljubezen moja, mislim, da je bila tudi noter v oddaji. Skratka, moj prvi Domovina, ljubezen moja je bila prva postavitev monodrame, v kateri je nastopalo 13 ljudi. Ker band je to bil, če ni skrivnost? Band je bil The Hammers, The Hammers in Gojc. Šlo je pa za gledališko predstavo. Ena zelo podobna zadeva, kot sem jo zdaj na prigovarjanje žene naredil 30 let zdaj kasneje, je pa Moj život je rock and roll. Bo o tem še kaj. Do tega še pridemo, ja. Tako. Mislite, da bi bilo danes še mogoče posneti takšno oddajo, kot je bila Teater Paradižnik? Na vsak način, seveda. Samo je treba imeti dovolj pogumne pa modre ljudi na vodilnih položajih na televiziji in se da to lepo narediti. Ne? Jaz ne vem, zakaj televizija že zdavni ni dvignila te naročnine, ker 5 evrov enemu gospodinstvu, mislim, da se ne pozna tako veliko, tisti, ki pa ne morejo, se jim pa opravičijo. Ne? Po drugi strani bi pa oni normalno zadihali pa zaživeli. Pa seveda, jaz mislim, da bi morali oni vsaj polovico ljudi odpustiti in postaviti na nove temelje celo organizacijo televizije in pol bi se to lahko delali tako, kot dela Zagreb, kot delajo Hrvatije, pa Italija, kako raj, 1, 2, 3, tako. Ne. Zdaj, če se še malo vrnemo na Teater Paradižnik, tam je sodeloval tudi prav tako legendarni Jernej Šugman. Pa me zanima, kakšen odnos pa ste imeli z njim in ali ga pogrešate? Jaz še vedno čakam, da bo en dan stopil skozi vrata noter, pa bo rekel, to je bila slaba šala. S tem se nisem nikoli sprijaznil. So mi umrli, zelo ljube osebe so mi umrle, ampak da bi se pa tako nesprijaznil z eno smrtjo prijatelja, to pa ne mi, jaz sva bila tudi v zasebnem življenju zelo velika frenda. On me je zvlekel na košarke, je rekel, to je najboljša sprostitev, boš videl, tam se lahko deraš na sodnika, na igralce, krčeš in se spucaš in greš po tekmi damkano. Kot igralec izjemen refleks, izjemen, to pomeni, tudi ko smo improvizirali, recimo pri NMK-ju ali pa tudi pri Teatru Paradižnik, se tam ta veso izvira, ne, to je, kot ti dobaciš eno, ne, kot po domače slovensko rečemo, ne, ko mu ti navržeš eno repliko nepričakovano, tako jo odreagira, ne, tako kot moj zdajšnji kolega Jaša Jamnik. To so ljudje, ki so zelo, zelo pametni, inteligentni in v sebi nosijo eno veliko duhovitost. So se drugače z Jernejem že prej poznala ali že pred samim Teatrom Paradižnik? Ja, seveda, ja. Igralci se kar, zdaj mlajši generaciji ne spremljam več in ne poznam,
Lahko mi rečeš, ne vem, neka mlada imena, pa to. Nekatere poznam, nekatere ne, ali pa jih spoznavam, recimo, ne vem, na kakšnih sinhronizacijah risank, kakšne pri kakšnih novih projektih, filmih in tako naprej, da vidim tudi to novejšo generacijo. Naša pa, tudi dosti mlajša generacija, se pa kar vsi poznamo in družimo in smo veliki prijatelji. No. Morda je nekoliko manj, ste že omenili sicer, morda je nekoliko manj tistih, ki vedo, da ste tudi glasbenik in multiinstrumentalist. Že v 80-ih ste igrali v več glasbenih skupinah, pred kratkim ste igrali v predstavi Moj život je rock'n'roll. Život? Okay, ja, život. In to je provokacija. Ne? Jaz sem namenoma dal ta život in dosledno vedno apostrof uporabljamo na oju. Namreč zakaj? Ker sem vedel, da se bojo najdli nestrpni ljudje, ki rekli, kaj je že spet ta srbizem? Život, mislim, život, kakav život? Namreč, ko pogledaš v slovar, je tudi život slovenski izraz za življenje. Ampak pri nas ne govorimo o življenju, če tudi je cela predstava govori je moja autobiografska zgodba, ampak je istočasno bolj poudarek na tem, da moje telo počas letom popušča in postaja vedno bolj rock'n'roll. Zakaj pa rock'n'roll? Zato, ker mi oče vedno govoril rock'n'roll. No. To je tistega, ki bo zanimalo 31. Oktobra, bomo v Cankarjevem domu v Linhartovi dvorani in bo lahko se na lastne oči prepričal. Taka ostra satira današnje družbe, današnjega življenja tukaj in pa seveda te tudi intimne zgodbe enega človeka skupaj z Jašo Jamnikom in skupino The Doctors. To izvajamo. Okay, kaj pa vam tako osebno pomeni glasba? Jaz sem začel kot glasbenik. Leta 1976 sem ustanovil prvi band, oziroma duo, skupaj z Bojanom Jurjevčičem. Sva začela to zgodbo, pol smo se razširili, to je klasične zgodbe. On v vojsko, jaz sem dobil še 3 pri tabornikih, spoznal Tedija Pogačarja in on je pripeljal še 2 prijatelja in smo naredili pol skupino Srb. Tudi leta 1984 izdali ploščo in to je v bistvu moj prvi kontakt skozi muziko, prvi kontakt z odrom, z publiko in tako naprej. In takrat sem se zaljubil v bistvu v to nastopaštvo. Tako da pol vsake toliko, tudi pol 84. smo Srbi nehali delati, sem pol 10 let kasneje, 95, no 94 smo začeli 95. prišli ven s to Domovina ljubezen moja, s Hammersi, to, kar sva prej rekla. Pol je pa trajalo 25 let, oziroma ja, po 25 letih sem začel razmišljati pa delati to novo, predstavo Moj život je rock'n'roll in se spet vrnil koreninam. Je pa res, ne, igralstvo, če se profesionalno s tem ukvarjaš, z muziko se nikoli nisem profesionalno ukvarjal. Jaz sem ljubitelj, ne, glasbenik, ljubitelj, prej si rekel, multiinstrumentalist. Ja, vse živo sem igral, pa nič znal. Tako rekoč. Dobro, nekaj malega znam kitar, tudi fagot sem se malo naučil, tudi v glasbeno šolo sem hodil 2 leti fagot se učiti in tako. Lotil sem se vsega, ne? Ampak nikoli nisem bil bobnar, pa sem bobnal. Nikoli nisem bil trubentač, pa sem trubento igral in tako naprej. Ampak skupina Srb je bila taka happening zasedba, polna improvizacije in različnih glasbenih slogov, tako da sem lepi spomini na tiste čase. Še danes pogosto primete za inštrument, ko ste doma, recimo zasebno? Ja. Katerega pa? Vse rečejo prijateljno, da ima kitarco, pa dajmo, ne. Jaz sem res fan Iztoka Mlakarja, tako da zelo rad zapojem par njegovih. Pa tudi kakšno svojo, zdaj iz tega novega projekta, recimo najprej sem se rodil, ki je posvečen moji pokojni mamici. En tak relativno tak življenjski komad, no. Vse je nekaj otožnosti noter, pa tudi nekaj veselja, tudi nekaj smeha je lahko noter, tako vsega. Ja, kitaro še poprimam, ja. Ko ste omenili Iztoka Mlakarja, katera njegova pa vam je najljubša? Bandima in Pod noč pes doma jaz bežim.